kako so se tisti glasovi šteli v popolnosti, bomo nikoli vedeli. Demos je imel mogoče zaupnike v volilne komisije, so bile namreč stare, glavne, take kot so bile na prejšnjih delegatskih volitvah. Zaupnike je lahko imela vsaka lista oziroma stranka, ampak Demos je bil takrat na stajanju, saj mnogi ste takrat pomagali z izkušnjami od tukaj. Noben ni točno vedel, kako se temu sploh streže. In govoriti o nekem realnem nadzoru na volitvah, predsedniških volitvah, je zelo težko. Kakšno bilo dejansko razmerje, ne bomo nikoli vedeli. V vsakem primeru pa, kdo je spremljal tisto kampanjo, je lahko videl, da en kandidat je bil totalno privilegiran v slovenskih medijih in Jože Pučnik ni imel enakopravnih pogojev. Vse, karkoli je naredil, so obrnili proti. Če je rekel, da je ateist, so pol Kučana naredili za vernika in za nekoga, kjer je stara mama hodila v cerkev. Se je polnedeljski dnevnik na veliko pisal o tem. Tudi to morda koga zavedlo. Skratka, ja, če bi, Slovenci smo nekaj posebnega potem, če so bile to res, rekel, nezgolfane volitve, jaz sicer malo dvomim v to, ampak tega dvoma nikoli ne bo možno dokazati. Tako da formalno so to bile demokratične volitve. Če so res bile tudi dejansko, bom rekel, takšne, potem smo Slovenci res poseben narod. Da nismo dali večino glasov nekomu, ki je zastavil svoj glas in svojo usodo in rekel svoje življenje v časih, ki so tudi dobesedno življenje jemali. Se mu to ni štelo za dobro, ampak za slabo. Se rekli, ne voliti Pučnika, ker on je veliko prestal in bo revanšist. In se je to kupovalo na nek način. Čehi so ravnali popolnoma drugače z Havlom. Je pa kljub temu, da Jože Pučnik ni zmagal na predsedniških volitvah, on dal ton slovenski osamosvojitvi in Demosu v tistem času. Da se ni vpletal v neko operativno vladno politiko in tako naprej. Tukaj je bil zelo toleranten oziroma dosleden, je bil pa nek varuh tega Demosovega programa oziroma te druge točke Demosovega programa, Samostojna Slovenija. Ko je čutil, da vlada nekoliko preveč plava v rutini in da so neke priprave na osamosvojitev zastale, je znal stvar spraviti nazaj na prave tirnice in tudi, ko je šlo za res, ko je grozila agresija in ko so bili mnogi precej prestrašeni, je on bil zelo neomajen. Tako da, če Slovenija ima očeta svoje državnosti, je to Jože Pučnik. To je, bom rekel, nedvomno in tega ne more zbrisati nobena propaganda. Jaz bom nadaljeval še z enim vprašanjem fanta politike. Kako gledate oziroma kakšno usodo napovedujete sedanji vladi? Imamo svojo vlado, hkrati nastajajo zametki ene nove stranke na levici. Kako gledate vi, bo zdržala mandat do konca? Jaz se spomnim časov 40 let nazaj, precej daleč nazaj, ko sem neko nedeljo poslušal radio in je pisalo, da
oziroma je bila na radiju ena tretja vest, taka kratka, da je Janez Zemljarič zamenjal Antona Vratušo na mesto izvršnega sveta Republike Slovenije. Tako so nekje povedali, da je nek drug predsednik vlade, se tisti ni bila vlada, je bil izvršni svet, ampak koliko je neke pristojnosti vlade imela. Takrat so tudi formalno stvari tako potekale, da pač je bil centralni komitej in partija, ki je o stvarih odločala, izvršni svet oziroma vlada je imela izvršilno oblast. Če je bilo kaj narobe, je bila seveda vlada odgovorna, ne partija nikoli. Tisto, kar je bilo dobro, seveda se partija s tem pohvalila, pa itak je bilo vse povezano med sabo in ni bilo neodvisnih vej oblasti. Zakaj to govorim? Zato, ker se je skušalo ta vzorec vladanja potegniti tudi v čas samostojne Slovenije, v čas, ko ima Slovenija ustavo z delitvijo oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno. In ko ni več formalnega centralnega komiteja in tako dalje. Ampak se je ta vzorec vladanja se je dejansko potem preko Milana Kučana potegnil v čas samostojne Slovenije, parlamentarne demokracije. Uporabila so se pač druga sredstva in drugi mehanizmi, ampak isti vzorec se je skušal ohraniti ves ta čas tako imenovane tranzicije in je na delu še danes. Tako da o tem, kaj se bo zgodilo za vlado, še vedno več vejo v Murglah kot pa v parlamentu. In tam se da tudi vedno prepričati eno ali pa dve manjši stranki, ki sta jeziček na tehnici ali pa tudi večjo stranko včasih, da naj gre z ene v drugo koalicijo ali pač zamena predsednika vlade ali naredi karkoli. Slovenija zaradi teh močnih ostankov in monopolov ni normalna država parlamentarne demokracije, ker volivci na volitvah izberejo stranke, te poslanci teh strank oblikujejo parlament in ta pol izvoli vlado in ta je samostojna veja izvršilne oblasti, ki rabi zaupnico zgolj v parlamentu. To je samo navidezno tako. Dejansko se preko tega precej skrivljenega proporcionalnega volilnega sistema, ki ga imamo, vedno skuša vsaj preko ene manjše stranke zagotoviti vpliv v vsaki koaliciji, ne glede na to, kakšne barve je. In to se je mogoče za izjemo, delno izjemo tiste prve Demosove vlade in naše vlade v mandatu 2004-2008, ker pa tudi nikoli nismo vedeli, ali bo Desus ostal ali ne bo ostal v koaliciji. Čim smo odprli kakšno pomembno tranzicijsko temo, so gospode iz Desusa držali klobuk v rokah in stali med vrati. In je bilo vsem jasno, kaj se bo zgodilo, če bo šlo naprej. Drugače pa je bil ta vzorec tudi, rekel, prepoznan. V času Drnovškovih vlad je bilo jasno, da to ni vlada, ampak je izvršni svet v veliki meri, da se odloča o predsedniški pisarni. Ker si govoril s pokojnim Drnovškom v njegovi pisarni, on nikoli ni izrekel besede Kučan, on je vedno s prstom pokazal na nasprotni vogal in šepetaje rekel tam. V času Pahorjeve vlade je ta konflikt, je iz tega nastal konflikt, ker pač po slovenski ustavi je predsednik vlade vendarle neka formalno močna funkcija in je kljub temu, da je šlo tukaj za ljudi iz istega tabora, prišlo do konfliktov in do potem, rekel, znanega izreka o stricih iz ozadja. To ni beseda, ki bi jaz izrekel, ki sem velikokrat govoril o teh
ozadjih ali kdo, rekel, iz pomladnega tabora, ampak to je beseda, ki je nastala v njihovem taboru, ne. Sami med sabo so to priznali, ko je prišlo do konflikta. In rekel, v času sedanje vlade in sedanje koalicije to je popolnoma jasno, kje se odločil, kako se odločil in kako se kadruje. Se niti ni kaj veliko poskusov zakrivanja.